Kaj pa smo se naučili, pa morda tudi pozabili, pa te dni zanima naše strokovnjake, ki imajo pri izvajanju OECD-jeve raziskave ugotavljanje zmožnostih odraslih povsem slovenske težave. V prestolnici anketarjem malo kdo namreč odpre svoja vrata. Vendar pa je raziskava izjemno pomembna tudi za naše politike, kar pomeni za nas vse. Na podlagi nje bodo ugotavljali med drugim tudi, kako višati zaposljivost prebivalstva. Maja Kos. Ja, dober dan želim. Moje ime je Suzana, dogovorjene so bile za anketiranje. V Ljubljani gre ta beseda morda res težje z jezika, ker se ponavadi vrata enostavno ne odprejo. Da gre za visok nivo raziskave, tako anketiranci niti ne slišijo. To je zdaj andragoški center. To je andragoški center. In andragogi ste? Andragogi smo izobraževalci odraslih. Razpoznavni znak našega projekta. Pijak. To se pravi, na to mora biti recimo ljudje tudi pozorni, ko odpirajo vrata? Ja, nekaj, kar vam ne smem pokazati. Gre se pa za vsebino, recimo, ki jo potem sprašujete pri teh anketirancih. Tako. Niti pokukati ne smemo, okej. Kaj recimo lahko pričakujejo ti, ki odprejo vrata? Ja, pričakujejo našega pooblaščenega zunanjega sodelavca. Več kot 50 jih zvoni po Sloveniji od konca marca. In sedaj, v končni fazi raziskave, se jim že malo mudi. A ne le zaradi slabega vremena. Torej, ne pridete jih oropati. Ne pridemo jih oropati. Ne pridemo nič prodajati. Ukrademo jim sicer malo časa, ampak jaz mislim, da je to pozitivno preživeti čas. Predvsem za eno od 33 držav raziskave zelo pomemben čas, ki pri naključno izbranih razkriva spretnosti in veščine odraslih. Oziroma včasih bi tukaj temu rekli funkcionalna pismenost. Je pa en krog ljudi, ki ima tukaj zelo velike težave. In ni nujno, da ne bi posploševali, da so to samo zdaj neki obrobni prebivalci. Lahko se to zgodi tudi zelo izobraženim ljudem. Mogoče se ljudje ustrašijo, joj, nisem dosti pameten. Mogoče, da vas zaradi tega ne spuščajo not, ne? Odgovori posameznika ne pridejo do izraza. Ampak takrat, ni tako, da bi imeli neko sliko jasno v enem tem človeku in bi rekli, ta pa nič ne zna. Absolutno ne. Absolutno ne. Mi imamo podatke o zelo velikem številu ljudi. Vodja raziskovalne skupine jih potrebuje vsaj 5000 do konca leta, če bodo seveda tudi ljubljanski anketiranci začeli ceniti trud 170 anket. Okoli 100 članske ekipe. Če še to ne, pa vas morda prepriča darilo. Pa tudi anketarji imajo svoje prijeme. Jaz sem eno prednost, ker sem ful pa si ljubka, tako da se ponovadi vedno prej spoznam z vsemi temi domačimi živalmi in pol kar malo težje. Reč ne. Ja, seveda.